Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v tokratni uri resnice na Info 360. Moje ime je Aljuš Pertinač, z mano pa sta naša stalna komentatorja, dr. Boštjan Marko Turk in Miran Videtič. Živa. Toplo pozdravljena. Naša nocojšnja tema pa je, oziroma tema naše nocojšnje oddaje, od božičnice do hišnih preiskav oziroma našim božičnica, vašim hišne. Boštjan, predno se ločimo naše nocojšnje teme, bi te vprašal, nek kopernikanski preobrat se je zgodil, ne? Se mi zdi v zadnjih dneh, namreč uradna Rimokatoliška cerkev pri nas je vendarle dala izjavo, ne? Škofje so pozvali vernike, da naj podpišejo, dajo podpis za referendum o evtanaziji. Čemu ti to pripisuješ? Ja, torej jaz bom to zelo težko zdaj rekel, a ne, to ponovil, ker se v sebi nikoli ne govorim in se ne želim izpostavljati v bistvu v tem smislu, da sem za kaj zaslužen, ampak ogromno ljudi je reklo, in to je tudi gotovo vodja, mislim, se pravi Bojan Požar, ne, da je bil ta odločilen impuls, je prišel iz tega studia, jaz bom tako rekel, jaz nimam te moči, imamo mi vsi to moč, mi skupaj, ki te oddaje ustvarjamo s tabo, z Miranom, predvsem pa z Bojanom, a ne, in to je doseglo tako kritično maso ljudi, te oddaje očitno dosegajo, ne, da je cerkev razumela temeljno sporočilo, ki sem ga hotel povedati. Še enkrat bom povedal, cerkev ni zavezana temu svetu, cerkev je zavezana Jezusu Kristusu in Materi Mariji. In vprašanje življenja ni vprašanje, bi rekel, ki je zavezano temu svetu. To vprašanje življenja je tudi zavezano Bogu, ker je Bog oče življenja, Bog stoji na začetku življenja in stoji na koncu življenja. In cerkev je v trenutku, ko sem jaz to recimo rekel in to povedal, kot sem zdaj povedal, razumela, da je ona prvi naslovljenec tega vprašanja in te bitke. Da je to njena bitka. Da to ni bitka od mene, da to ni bitka od Aleša Princa, da to ni bitka od medicinske fakultete, ampak da je to primarno njena bitka. In ko je to razumela, je bilo vse lažje. Zdaj jaz samo upam in bom na tem tudi seveda jasno vztrajal, da bo to razumevanje tudi v času, ko bo potrebno oditi na referendum in dati glasove. A ne? In se mi zdi, da sem s tem recimo, imel sem tako pri sebi en tak zelo, bi rekel, dober občutek, ker mi je veliko duhovnikov pisalo, pa tudi ljudi sicer, a ne? Dober občutek, da sem nekaj dobrega naredil. Tako. Miran, čemu ti pripisuješ, da je cerkev, tako kot pravi Boštjan, tako pozno razumela, da je to neko vprašanje, ki zadeva vendarle tudi njih, ne? In čemu pripisuješ potem ta rezultat, da je v zadnjih nekaj dnevih, ne, pobudnikom uspel zbrati dovoljšno število podpisov? Jaz se dlje z Boštjanom strinjam, ne, da je iz tega studija marsikaj prišlo ven, kar iz drugih studijev ali torej medijev ni. Ne, in verjetno sem pogledal tisto oddajo, ker je Boštjan temu tako reči, izvedel res en tak argumentiran pritisk na Rimokatoliško cerkev, da je vendarle odreagirala. Zdaj, to je en del tega. Jaz mislim, da je slika majčkeno širša. Tisti, ki se, bom rekel, s tem komentiranjem ali pa analizo politike ukvarjamo, vemo, da recimo ima Rimokatoliška cerkev prek škofovske, torej slovenske škofovske, kako je že uradni naziv, slovenska škofovska konferenca. Ja. In gospoda Sajeta izjemno dobre odnose z kabinetom predsednika vlade, konkretno bom rekel, znano je, da sta z gospodom Vojkom Volkom tesna prijatelja. Ne? In jaz sem bil kar dostikrat kritičen do te cerkve, ravno zaradi tega razloga, ker je ta prijateljstva vendarle mešala v neko ideologijo, ne? Mogoče je bila popustljiva do te vlade. Tokrat se je pa obrnil. Jaz mislim, da je botrovalo temu, ne samo to, kar je Boštjan omenil, naš studio, ampak tudi zadnje poteze, recimo, kako se je na Brezjah izkoristilo oltar Matere Božje in podobno. Ne? In enostavno ljudje so bili revoltirani, cerkev je morala odreagirati. Pravzaprav cerkev vedno reagira na pritisk ljudi. Zdaj, če so imeli oni interes tukaj res zaradi nekih prijateljskih navezav molčati, pustiti, da to mine,
ljudje niso reagirali, tokrat pa je prišlo do močne reakcije med ljudmi, završalo je na nek način in je tudi cerkev očitno si tako malo pilatovsko umila roke in rekla, ne, zdaj pa gremo v to in videla se je reakcija. Ne. Število prihodov na upravno enoto in podpisov se je hitro torej večalo, celo več, ne? Zdaj, kdo je bil pobudnik tega, celo vse verske skupnosti so na koncu prišle in podpisale to, tako da z neko rezervo bom pohvalil Rimokatoliško cerkev v tem primeru, ker tako kot pravi Boštjan, ne, to je predvsem njihova tema. Ne. Ja, to je njihova tema. In to je recimo tudi, ko je bil prvič, če se spominjam, to je en mojih najbolj živih spominov na tisti čas osamosvajanja tega. Mislim, leta 88 je bil Alojzij Šuštar prvič na televiziji, ne, in zdaj se nanašam na to za Božiča, ne, kar je Miran rekel, ne, in je razumel, da se odpira neko novo poglavje v celotni zgodbi in da so to vprašanja, ki zadevajo cerkev, ki zadevajo religijo, ki zadevajo tudi tako imenovane abrahamske religije. In je rekel, srečen Božič želim tudi muslimanom, ga citiram na pamet, ker skupaj častimo in slavimo istega Boga. Ta stvar je na nek način res, na nek način spet ne, ker je pač Jezus Kristus to, kar nas razlikuje kristjane od islama, ampak logika je ista, boj za življenje, boj za svetost življenja, od začetka do konca je logika ista. Druga, to, kar pa še nisem povedal, pa bi rad povedal, da bi rekel, ta sprememba, odločilna sprememba v politiki Slovenske škofovske konference kaže na dvoje. Prvič, na neverjetno moč, bi rekel, ne samo naše oddaje, ampak profilov, v katerih je zasidrana naša oddaja. Meni je moja draga žena rekla, da se je ta moja sličica, ne, se pravi kratek posnetek, ne, na YouTubeu vrtel po Facebookih, po ne vem kje vse, po TikToku, po vsota, ne, celo moja hčerka iz šole prinesla, gledate kaj to, ne, in to, točno to, kar je Miran rekel, tisk sem rekel, da je to vprašanje katoliške cerkve, ne nikogar drugega nje, a ne, in bi rekel teh religij velikih, ne, in to je neverjetna moč, ne. Hkrati pa seveda se tudi kaže kot, bi rekel, velika moč katoliške cerkve in tudi teh religij, ne vem, v kakšni meri so sodelovali, ampak predvsem mobilizacijska moč katoliške cerkve, mi je bilo najlažje to videti. Jaz sem si prvič v življenju zaželel biti za eno sekundo nekaj, kar si nikoli v življenju nisem zaželel biti, ampak zaželel si se biti visoki, cerkveni, dostojanstvenik, škof, hočem reči, ker sem videl, kaj lahko narediš pozitivnega, kaj lahko z enim samim dejanjem pozitivnega narediš. Jaz sicer ne morem tega narediti, ne. Hočem reči, škoda, to je res, to bi bilo stvar za ene daljše analize, kaj se je to zgodilo. Reči, moramo se kdaj mogoče pol tudi o tem pogovarjati, ne, kdaj in na kakšno pobudo in zakaj tako zelo izjemoma cerkev to svojo moč uporablja, se mi zdi ta hip v Sloveniji. Ampak če gremo zdaj od Božiča, Miran, k božičnici. Ne. Zdaj, slišali smo od predsednika vlade, ne, to, da je božičnica sam za naše, je bil lapsus, ampak po drugi strani mogoče to ni bil tak velik lapsus, ker kolikor se zdaj kaže, ne, s temi idejami predsednika vlade, da bi se pa zaposleni lahko odpovedali božičnici, če oni ocenjujejo, da je podjetje v slabem stanju, ne. Mogoče na koncu celo pristanemo na tem, da bo božičnica samo za naše v narekovajih v javni upravi in v državnih podjetjih. Kako ti zdaj to zgodbo ocenjuješ? Je to še zmerom, bi rekel, nek tak zelo dober, sicer populističen, jasno, politikanski manever predsednika vlade, ali vendarle se tu zdaj prve razpoke v tej zgodbi pojavljajo? No, jaz sem že v eni oddaji povedal, ne, da je pravzaprav Golob šel s to idejo božičnice, ker vidimo, ne, obstajajo dokazi, da ko so to koalicijski partnerji, konkretno Levica, predlagali že leto nazaj ali dve, ne, je bil takrat on, torej ni videl razlogov za kaj takega, ne, pa se med tem ni spremenilo nič bistvenega, razen to, da se je njegova stranka prepolovila in da so volitve pred vrati. In to je edini razlog, da je potem s tem populizmom prišel on ven. Ne. Zdaj, jaz sem povedal že v eni od oddaj, da nisem nikoli iskreno, torej nisem ga videl nikoli kot iskrenega, da bi se te božičnice res želel. Ne. Jaz sem imel bolj občutek, da je on štartal na to zgodbo, kako sebe predstaviti kot žrtev, ne, pred, bom rekel, javnimi uslužbenci, upokojenci in podobno, ne, zaposlenimi tudi v gospodarstvu, če hočete, ne. Sej tudi tam, bom rekel, ne, jaz se strinjam do neke mere, da obstajajo tudi lastniki in pa poslovodstva zasebnih podjetij,
ki, bom rekel, rajši, kot da bi dalo denar ljudem, ga plasira v tujino. Zdaj, v končni fazi mi imamo finančnega ministra, ki ima v davčni oazi svoje podjetje. Ni treba daleč iskati tako. Ampak če nadaljujem tam, da je pravzaprav on želel na nek način si na sebe nakopati blokado. Zdaj, pričakovano mogoče z strani finančnega ministra, ki bi moral kot nek pravzaprav skrbnik javnih financ odreagirati tukaj. Potem recimo želel je verjetno delodajalce potegniti v to zgodbo, da bodo odreagirali in jih pokazati kot nove sovražnike, spet, poleg zdravstva in podobno, oziroma privatnih torej zdravstvenih storitev. Potem je eventualno želel tukaj opozicijo potegniti noter, kjer bi se spet pokazal kot žrtev. Ampak ni mu nič uspelo. On ima pač ministra, kot ga ima, finančnega, in tam mu ne oporeka. In seveda potem ko je videl, da je tukaj v izgubljenem položaju, da bo moral res nekaj narediti, se je začel ta plan B, kako se zvleči ven, da se ne zameriš pa kar širokem krogu, bom rekel, privatnega biznisa. Vleč se poskuša s tako bedarijo, jaz moram priznati, da kaj tazga še nisem slišal. Obvezna bolnišnica, ker bojo delavci, ki bolje poznajo podjetja od menedžmenta, se na koncu odločili. Lepo vaju prosim. Jaz sem vse sorte debilizmov že videl v politiki, ampak to, kar pa teli kažejo, pa ne. In na koncu se res izkaže, da bo potem on to poskušal izkoristiti za nabiranje političnih točk in nagraditi javni sektor. Čeprav imamo 2 milijardi primanjkljaja do konca leta, kot je predvideno in podobno. Se pravi, če gremo po njegovi logiki, bi tudi zaposleni v javnem sektorju lahko rekli, ne, predsednik vlade, javne finance so v slabem stanju, mi se odpovedujemo, pa verjetno se to ne bo zgodilo. Tako da enostavno, karkoli se ta človek loti, če bi to izpadlo samo slabo, bi nekako še človek preživel. Ker pa to izpade škodljivo za državo in ugled države, je pa to zaskrbljujoče. Tako da jaz mislim, da je to še ena od teh turbofolk njegovih potez političnega delovanja, voden strani tega krasnega kabineta, ki si ga je postavil, in do konca mandata lahko pričakujemo take poteze. Jaz se ne morem tudi zakaj nasmejati, Miranu. Ne vsak pri sebi pogleda, ne začne vsak pri sebi. In če sem jaz do konca, bi rekel, iskreni načelen, bom jaz začel pri sebi in bom začel na univerzi, kjer sem zaposlen. Univerza je, to že 30 let, odkar sem na seji oddelka to povedal, da prve seje oddelka, ki se jih spominjam, so bile, da smo v globoki finančni krizi in stiski. In to je vedno pač skupni imenovalec vsega, kar se ugotavlja v financah na univerzi. Zdaj me pa zanima, naša univerza ima 40,000 študentov nekje in tam mora imeti 5 do 6 tisoč zaposlenih. Zdaj me pa zanima za zaposlene, recimo, da bi se odpovedali glede na to, da so seznanjeni z dolgoletnim, in to nič ne pretiravam, slabim stanjem finančnim in recimo neugodnim finančnim položajem univerze v družbi, da bi se odpovedali božičnici, ali pa da bi rekli, vsak naj zase oceni. Boštjan Marko Turk, zdaj sem postal redni profesor, ravno kar, mali čudež, ali pa veliki bi rekel. A bi se vi odpovedali božičnici? Se pravi, čisto odpovejte se, ker so pač sklep na seji oddelka, je bilo ugotovljeno, da je to slabo, gor dol, čeprav si vodstvo prizadeva, moram reči, saj dekanja naša si izredno prizadeva, da to plava nad vodo, ampak bi se vi, gospod Turk, odpovedali vaši božičenci. Na mnoga vprašanja v življenju imam odgovor in jih podajam tedensko v mnogih jezikih, če rečem pa tudi tukaj, ampak na to vprašanje pa nimam odgovora. A bi se Boštjan Marko Turk odpovedal čez en mesec božičnici podpisal, se odpoveduje. Verjetno zaradi tega zakonodaja to prepoveduje, da bi se zaposleni lahko pač odpovedali svojim pravicam. Tako je pozval. Ne zaposleni sami, ampak recimo lahko damo še bolj plastičen primer,
primer neka, ne vem, čistilka tam, ne? Ja. Se pravi, ti zdaj, ki zasluži res mizerno malo, zdaj ti na njo prelagaš odgovornost, da naj ona zdaj oceni, ne? Ali to, kjer čisti, recimo, ne vem, univerza, zdrži to ali ne zdrži. Ravno zaradi tega zakonodaja tega ne pusti, ne? Ampak zakaj, Miran, po tvoje predsednik vlade misli, da so pravice zaposlenih nekaj, kar se ti potem sproti odločaš, a boš to uveljavljal ali ne boš? Lej, prvo je karakterno slabič. Vedno potrebuje nekoga, na katerega svoje neumnosti, torej ko se te neumnosti izvedejo, pravzaprav pokaže potem na nekega krivca. Ne. Tokrat si je pač zbral delavce. Ne. Tako da, jaz upam, da delavski razred v Sloveniji zdaj končno vidi, kdo je Robert Golob. Pustite, kaj vam prodaja 3 leta in pol, da je on vaš zaveznik. Ne. On vam ponuja samo upravljanje samo takrat, ko se on znajde v zagati, da lahko s prstom pokaže na vas. Ne kupovati tega. Jaz prosim ta delavski razred v Sloveniji, to ni vaš zaveznik. To ni vaš zaveznik. Tako da, še enkrat ponavljam, samo upravljanje, ne, takrat, ko se znajde torej v brezizhodni situaciji. Ja. Puste ga pa naj se zvleče ven iz te situacije. Boštjan, ko smo pri situacijah, ne, kako smo mi prišli v Sloveniji v situacijo, da ste zdaj, ne, če se malo ciničen, največja branilca delavskih pravic Robert Golob in Zoran Janković, ne, ki ga med prvimi podprl in je rekel, ne, da pač vsi menedžerji, ki imajo take zaslužke, ne, naj dajo še neki zaposlenim in naj dajo božično. To je čisti larifari blef. Državne kapitaliste. Tako kot je rekel Miran, to je čisti larifari blef. Samoupravljanje, ne. Če gremo, ne. To je res, ne. On je zdaj rekel, zdaj ste vi delavci, ste pa vi lastniki podjetja. V socializmu je bilo to, da je samoupravljanje, bolje vejo od vodstva, da so delavci lastniki podjetja in oni odločijo o dobičku pa gor dol. To ni nikoli, to je bilo formalno, je bil zakon, ampak nikoli ni bil resničen, ker je bila zadnji UDBA partija in to. Prva stvar, ki jo je režim komunističen, ko se je začel prenavljati 89, ukinil je bilo samoupravljanje. Zakaj ga je ukinil? Zaradi člena, ki je rekel, ki je velel, da so delavci lastniki podjetij. In to je čista demagogija. In je bil na poti privatizaciji direktorjev, ki so si to potem olastninili, prodali in delavce postavili na cesto. To je čista demagogija. Ne? Zdaj, ko vi ocenjujete zdaj to, ne? Ker slišali smo neke ocene, tudi od dosti resnih ljudi, saj po mojem mnenju, ne? Da če bi Golob zdaj spelo to idejo z božičnico, da bi to pač pokazali, da je on zdaj neke vrste mož beseda, ne? Se pravi, da je politik, ki drži besedo. Zdaj, če se stvar sfiži na nek način, ali da je v neki milejši obliki, ali da ni obvezno, da je priporočeno, ali da je sploh ni, bo to imel kaj vpliva po vajenem mnenju na to zdaj njegovo, bi rekel, če gledamo javnomnenjske ankete, neko rastočo podporo, ne, za katero smo mogoče par dni nazaj ali pa par tednov mislili, da je nemogoča, ali je že toliko teflonski, da se ga to enostavno ne bo prijelo. Če drugače vprašam, a bomo ljudje zagrabili zdaj to božičnico, ne, tako kot si ti prej rekel, Boštjan, za roge, ne, ali je ne bomo? Lej, jaz mislim, da če bi on v tem trenutku predlagal 7 evrov božičnice, mislim, zdaj pretiravam zaradi efekta, ne? 7 evrov božičnice bi to njegovi mediji, torej mediji, ki so z njim v koaliciji, ne? Jasno je, da jih ne naštevam vseh, poskušali to obrniti njemu v prid v smislu, da je drži obljubo, da je resen politik, da je samozavesten politik in podobno. Ne? Skratka, jaz mislim, da na vsak način bojo oni poskušali iz tega narediti nek šov za Gibanje Svoboda in pa za Goloba. Zdaj, kakšna bo na koncu višina, verjemi mi, ali bo to 7 evrov, ali 600, koliko 38 ali 39 evrov, konc januarja te božičnice ben več ne bo imel. In verjetno tam marca, ko bojo volitve, vsaj tako nas izkušnje učijo, ne, da neki bombončki nekako niso bili nekako med ljudmi. Sicer so bili lepo sprejeti, ne, vsi so, bom rekel, jih vzeli, ampak niso pa nekako vplivali na volitve. Zdaj on iz te situacije zelo težko izide. Ne. Slovenček je znan po tem, ne, da ko mu obljubiš neke finance, tudi širše, ne samo Slovenec, ne, bo zelo težko spustil, da boš prišel čez 14 dni do njega, pa boš rekel, prostite izrazu, nategnil sem te. Ne? Tako da ni ravno v briljantni situaciji, ostali so mu zgolj mediji, ne? Zdaj, če koalicijski partneri, če so
pametni, kot si se sam v to zgodbo, ne da nas bi obvestil. Torej, kot si samo to zgodbo zašel, ne da nas bi obvestil, se tudi izvleč iz nje. Ravno tako pričakujem, da bojo tudi delodajalci, opozicija, če hočeš, ne, deležniki v teh, bom rekel, teh procesih, pravzaprav ga pustili, ne? Naj se cvre na svojem, oziroma naj se prži na svojem žaru, ki si ga je zakuhal. To, da je pa njemu ugled ali pa način funkcioniranja države pomemben, pa vidimo. Ne? Zdaj, če je 2 milijardi primanjkljaja, pa tudi, če ga je pol 2 milijardi 700, sej to njemu kaj dosti ne šteje. Ne? Ja, da on bo po moje insistiral. To je katastrofa, ne? Sploh ker celotna Golobova oblast temelji na eni sami demagogiji, ne? In na osnovi demagogije je on tudi prišel na to oblast. Ne? In če bo Slovenci to pogruntali, to je najtežje vprašanje, če bojo to pogruntali, potem bomo mi obrnili nek razvojni list v naši zgodovini, če ne pa ne. Kaj zdaj s tem mislim? Ne? Kako je Golob prišel na oblast, če sem lahko za spoznanje malo daljši, pa bom potem pač prepustil Miranu. Kako je Golob prišel na oblast? Ne? Golob je prišel na oblast nekega 16. meglenega decembra 21. leta, ko je v neki obskurni dvorani rekel, v deželi je fašizem, jaz vas bom osvobodil. In je s tem vrgel ljudi, ne, jaz sem mislil, da je to pač, ampak zdaj dračno gledam, je s tem 400,000 ljudi upregel v svoj voz, 400,000 ljudi ga je podprlo, to je za eno Slovenijo ogromno, ne, v njem. In zakaj? Ne? Zato, ker jim potem je tudi zadnje njegove dejanje zdaj, ki ga vidimo, je bil kongres političen. Ne? In na tem zadnjem kongresu je spet ista viža igrala, Bela čav, ki je pač partizanska italijanska pesem, zakaj Italija protifašistična, ne? Ja. Protifašistična, ne. In zdaj se približujemo temu, da bomo morali mi Slovenci, če bomo hoteli odzdraveti od Golobov, pa ne samo tega, ampak od vseh, ki nas že od leta 41 vozijo žejne čez reko, čez vodo, ne, in nam obljubljajo stvari, ki se nikoli niso zgodile, in na osnovi tega pač volimo, ne, bomo morali spoznati, da tako naprej ne gre. Zakaj gre? Ne? Gre za to, da ta temeljni mit, ne, na katerem počiva vse to ogrodje, na katerem je Golob prišel na oblast, na katerem počiva Milan Kučan, na katerem počiva vsa tranzicijska politika, je zasnovano na NOB-ju. Ampak na tako imenovani mitologiji NOB-ja, ker levičari vedno potrebujo neko mitologijo in ta je vedno lažna. Zdaj imamo te zgodbe LGBT, zdaj sem slišal, da se pravi šoferska pravičnost, zadnji, to je mednarodno, to bo že sem prišlo, pravičnost šoferstva in gor in dol, ne, se pravi, kako boš vozil in gor, vidno neka lažna mitologija, ta NOB-jeva mitologija pa še posebej lažna. Zdaj pa govorim, ker sem to nekaj časa študiral in pripravljam knjigo, ki bo upam med bralci že do konca leta, ne, namreč sem študiral NOB, ne, in tle ta mitologija je lažna prvič v tem, da se nikoli mi nismo vprašali dveh temeljnih stvari, namreč, koliko Slovencev je moralo umreti zato, da je padlo toliko in toliko nemških vojakov. Nemških vojakov je na območju Slovenije v letih 41-45 padlo 3,000. To je podatek, ki ga imam od Jožeta Dežmana. Teh 3,000 padlih vojakov, zaradi katerih se je organiziral ta ogromen ubijalski stroj 41-45, je potegnil za sabo približno, pa govorim zelo konzervativne ocene, dejanske so pa po moje za dobro tretjino še više, 96,000 pobitih Slovencev. Pobitih v partizanih, največ je padlo v partizanih, zato ker je bila partizanska vojska absolutno neusposobljena, pobitih potem v povojnih pobojih, gre kot rezultat državljanske vojne. In govorimo 200,000 Slovenci, ki so kot politično-ekonomska emigracija odšli in so zavedno zgubljeni za slovensko ozemlje. Drugo, to je prvo vprašanje, ali se je ta NOB sploh splačal za 3,000 padlih nemških vojakov. Zdaj si me malo zgubil, Boštjan, kakšni zvezi je zdaj to? Ne, to je v zvezi za to mitologijo, na kateri je pač Golob govoril o fašizmu, o osvobajanju, pa Bela čav, in ves čas je v tem prostoru. In vse stranke, z izjemo tiste, ki so šle iz Demosa, se parkirajo na ta voz. Vmes so potem še druge zelo hude stvari, da so partizani sodelovali z okupatorji, točno na tisti točki, kjer je imelo slovensko ozemlje edino geostrateško
strateško relevanco. To so bile dve progi, ki so povezovale, bi rekel, srednjo Evropo, Nemčijo z Italijo, z italijansko fronto v letu 1943 in so imeli dogovor, to je pa Bermanov dosje oziroma izredno ugleden ekonomist Aleksandar Bajt izpovedal in objavil v Mladina je to objavila leta 1999, 20. septembra, da ne rušijo prog. Ena sama velika diverzija na recimo Borovniškem viaduktu bi onemogočila, bi rekel, se pravi napajanje nemških sil v italijanskem zaledju, ki je bila pač fronta. Niso tega naredili, ker so imeli dogovor z Nemci, zato ker je bila pač prvo načelo NOB je bila revolucija in počistiti z domačimi sovražniki. Ko bomo mi Slovenci razumeli, da vsakdo, kdo prihaja za besedami kot Robert Golob, v deželi je fašizem, jaz bom v svobodo, ali pa Bela Čau, ko bomo mi razumeli, kaj smo mi morali plačati. Jaz sem bil, zdaj pa zaključen tukaj, potem o Miran govoril, jaz sem bil recimo v Videm Dobrepolje na predstavitvi svoje knjige, so rekli, pa je manjši kraj, bi rekel, so rekli, 10,000 ljudi manjka, ker so pobili tok in tok fantov, tam so ogromni, rekel, tok smo 10, v okraju manjka 10,000 ljudi. Ker bomo Slovenci to razumeli, bomo veliko lažje in bolj sproščeno volili in bomo tudi imuni na ljudi, ki v prostor, seveda s pomočjo Kučana, prihajajo z tezami o pozitivnosti NOB-a. NOB je bil najhujša, najbolj krvava katastrofa, ker smo jo Slovenci poznali v zgodovini, pa ta s temi izkušnjami žal je dobro založena. Preden gremo naprej, Miran, samo še to vprašanje zate. Zdaj ta božičnica, ti si omenil, ne vem, a to neodvisno od Luke Mesca ali prosto po Luki Mescu, ker jaz sem njega slišal pred kratkim, da je rekel, volitve bojo marca. Sicer v povezavi z našo kasnejšo temo, teh hišne preiskave pri podpredsedniku SDS Alešu Hojsu, ampak vendar če bojo volitve marca in če bo prišlo do izplačila pač božičnice, ki, ne vem, teoretično lahko pade tudi verjetno v januar, to je neka časovna bližina. Zna to imeti kak vpliv na volitve, se pravi, če božičnice bo, če božičnice ne bo. Znali bi jo imeti, če bi koalicijski partnerji odreagirali zdaj in rekli, halo, tukaj smo, ta naš predlog izpred enega leta, ampak kot vidimo ne. Luka Mesec je že, vidimo v zadnjih izjavah, pravzaprav, kjer na vse pretege hvali Goloba, že, bom rekel, si zacahnil pot za naprej, zdaj kot novi koordinator, sokoordinator. To je absolutno pot z Golobom naprej, to je moja teza, da mi bi največjo zmago dosegli, če se znebimo Goloba, ker to pomeni, da se znebimo tudi Zorana Jankovića in Luke Mesca. To sem prepričan. Tako da ta ekipa zdaj očitno gre skupaj, zdaj bomo videli, kaj bo SD, kako bo SD reagiral in pa seveda, kako bo Prebilič odreagiral na tem levem polu. Jaz mislim, da nekega vpliva ne bo imel, čeprav bojo oni poskušali zavleči, se pravi, verjetno bojo teme Gaza, ta božičnica, pa mogoče še kjera, ki mi je zdaj z glave ušlo, ampak to bojo nekako teme predvolilne kampanje. Zdaj je vprašanje, koliko se bojo novinari prilagodili temu, predvsem bom rekel na teh soočenih dve glavni televiziji, eno je Pop TV, eno je RTV Slovenija. Ker če to ne bo sta v srednji temi, potem je Gibanje Svoboda skupaj z Levico, z Luko Mescem in pa žal tudi z SD-jem, ki je v tej koaliciji, prazno. Ne bojo imeli, mislim, potem so 20-minutne oddaje več kot dovolj, da oni povejo vse tisto. Če pa jim bojo dali možnosti Gaze, božičnice in takih, bom rekel, populističnih in pa predvsem zunanje politično neumnih zadev, potem pa lahko oni lapajo po 1 uro ali pa v Ohcetu, kakšnega sta imela, če bo tudi to kakšna tema mogoče, zato da bomo delali če je veljaven. Če se malo pošalim. Drugače pa mislim, da ne. Jaz mislim, da ne. Zdaj, samo še ena replika Boštjanu, on ve, da sem jaz malo občutljiv na te stvari. Jaz rad govorim o uporništvu in partizanstvu kot nekaj pozitivnega, ki pa je bilo strani komunistov zlorabljeno. Se pravi, uporništvo je, bom rekel, jaz sem imel v družini partizane. Jaz sem imel v družini partizane, pa vem, da oni so bili zelo za to, če karikiram, da se mostove ruši. Zdaj pa ideologija je pa verjetno imela drugačno pot.
Zdaj Boštjan Miran je omenil, kakva bo reakcija SD-ja recimo, ne? Zdaj SD ima neke probleme, sicer ne vem, koliko ljudje recimo lahko za to vejo, ne, ker v množičnih medijih ali pa v dominantnih medijih o tem ni nič slišati, so pa zelo resni učinki, ne, pač sletni portal Požar Report je objavil, da naj bi bivša partnerka pač Janja Prednika, se pravi vodjo poslanske skupine Socialnih demokratov, vladne stranke, obtožila pač družinskega oziroma nasilja, ne, v razmerju. To ni kar neko pričevanje, saj iz tega, kar je tam bilo zapisano, ne, s to osebo Jani Prednik bil v resni zvezi, sta imela skupaj hišo in tako naprej, ne, in zadeva bi našla zdaj na policijo oziroma sodišče, dotična oseba je najela tudi odvetnika, zdaj očitki, ki se tam noter berejo, še niso dokazani zaenkrat, ampak vendarle so dosti resni, ne, formulacije tipa izberi si drevo, kjer ga se boš zaletela grožnje smrtjo in tako naprej, ne. Zdaj, zgleda, da se in politika na nek način, ne, posebej vladajoča, tudi mediji, se delajo, da tega sploh ni, ne. Zdaj, čemu ti to pripisuješ, Boštjan? Je to zaradi tega, ker so pač previdni, ker gre zaenkrat še za nedokazane obtožbe, ali gre za nek vzorec, ki se zdaj iz Goloba in njegovega ožjega kroga širi na vse, ki so pač, bi rekel, priskledniki te aktualne oblasti, ne, kjer so praktično nedotakljivi in se vse, kar bi lahko bilo njim v škodo, preprosto pomete pod preprogo. Seveda, to je vitalno vprašanje preživetja SD-ja, ne, če to je le, Jani Prednik je le predsednik, vodja poslanske skupine, ne, in je bil le tako rekoč neuradni kandidat na zadnjem kongresu proti, mislim, da je bil proti predzadnjem kongresu proti Fajonovi, ne, on je le ključna oseba te stranke, ne, pa še to, kar je še bolj pomembno, on je neke vrste obet prihodnosti, ne, ker je generacijsko sodi v tisti čas, da je v bistvu že vsa karijera pred njima, ne, in seveda, če bi bili mi kjerkoli drugje, ne, se pravi pri naših sosedih, Hrvaška, Madžarska, Avstrija, Italija, bi to seveda eksplodiralo in bi on odstopil kot poslanec 1, 2, 3. Spomnimo se samo, kaj so učitali Pavletu Ruparju, pa ni bilo nič podobnega. Mislim, da je imel nek zaplet z neko najemnico, ki nekje ni plačala neke najemnine, ali pa sta to, oprostite izrazu, zglihala, no, tako da ne bom šel v detajle. V bistvu so mu učitelj prešuštvo, ne, in potem preko tega pač neke materialne koristi. No, in kaj je naredil? To je bila afera, ki je tresla celo Slovenijo, pa sploh ni primerljiva s tem, kar tukaj vidimo, ker to je bila samo ena ženska, tleh je pa pri Predniku pa nek 200, ne, vsaj dve že, ne. In kaj je bilo? In je odstopil, ne. Pavle Rupar je kot poslanec odstopil in za nekaj časa, bi rekel, ali pa za vselej zaključil svojo kariero na državni ravni, v katero se vrača čez 20 leti, kar je za človeško življenje zelo dolg čas, zdaj kot vodja, bi rekel, neformalne te skupine upokojencev in upokojenske stranke, ne. Ampak on je odstopil, ne. Tu seveda bi pričakovali najprej, da se pač, da mediji upravijo svoje delo, samo tako, kot je rekel Miran, če so mediji v koaliciji z to oblastjo, kako pa ne upravijo svoje delo, kdo ne? Glejte, mi smo dosegli najnižje dno medijev, sem jaz videl, ko je bilo na top medijih, ne, je bilo poroka leta. Vsi tisti novinari, ki so to pisali, so vedeli, da to ni poroka leta. Vsi ti novinari, ki so to delali, so vedeli, koliko je tam ura, da konec koncev vsak človek, ki ima 10 gramov pameti, če se dva ženta na pragu Abrahama, pa imata za sabo že ne vem koliko zgodb, to ni zdaj Romeo in Julija, ki bosta zastrupljena umrla zaradi ljubezni, ama so pisali kljub temu poroka leta. In ko je ta poroka leta zdrsnila na najbolj občutljivem bananinem olupku, namreč, da če bi nekdo izkazal pravni interes in vložil na sodišče vprašanje oziroma zahtevo za razveljavitev poroke, ker matičar ni imel certifikata dvojezičnosti, česar Zoran Janković nima, razen če mi zdaj dokaže, da zna, ker pa je Italijan. Že priznal. Zato sploh ne ve. Da ga ne briga. Če bi mene policist ustavil, pa rekel, imate vozniško, ne, nima, pa me to ne briga. Hočem reči, nihče ni tega problematiziral, tle smo dosegli popolno dno.
Se pravi, zakaj niti niso preverili, ali je ta matričar sploh vzpostavljen te poroči, ker dejansko ta poroka je vprašanje, jaz ima prvoščen. Preveč na vrat na nos organizirana. No, hočem reči, ampak jaz ima prvoščen, če bi se jaz poročil, bi že preveril, a sem poročen tako, da se iz tega sledijo neke pravne konsekvence, iz tega se ti poročena. In tako da to je bilo pač absolutno dnojno, tudi ne moramo pričakovati ničesar. Jaz tudi pač novinari bodo, tako kot je rekel Miran, če bo dal 70 centov božičnice, kako dobro, hočem reči, v tej, ampak seveda, tle se dogaja nekaj, kar se vedno dogaja, ker narava je živa in svet je živ, organska narava je živa. Pravi, kar mediji ne opravimo mi. Upravijo portali, upravimo mi, upravijo TikTok, upravijo YouTube, upravijo Twitter, da se ljudje zinformirajo. Vse to ni nobene škode. Zato imamo zdaj samo še v bistvu en informacijski portal, ki se ga lahko zlorablja, to je Pop TV, to se dela, nacionalna televizija nima gledanosti več nobene, nikjer, mogoče še Tarča, pa zdaj se je ukinil, zadnje oddaje ni bilo ali karkoli. Torej, se tega, hočem reči, ljudje že pridejo pa preko Facebooka do informacij, ki jih želijo. In mislim, največja tragedija te na nek način golobijade zdaj zadnjih 3 leta je to, da je definitivno umrlo tako imenovano uradno novinarstvo. Škaj, sem mogoče da stavk, jaz se vse strinjam, kar Boštjan pravi, in to je res, ampak jaz se bojim te pasivnosti slovenske, volilnega telesa, to me je najbolj strah, da obstaja velik del tistih, ki bo rekel, in pa da obstaja nek del, ti so pa posebej nevarni, da rečem, imajo pa volilno pravico, ki jim leta, ali kako si rekel, pomeni več kot to, da imajo na leto v žepu, ne vem, od 1000 do 2000 evrov manj. To je tisto, kar je mene strah. Da obstaja neka število, ki bo pa na volitvah zelo aktivno. Aha, to me zanima, to, kar si rekel. Jaz se strinjam, da obstaja eno tako število. Zdaj, če gledaš pa nočem biti zdaj žaljiv, ampak vseeno, publika, telenovel in tako naprej, a ti ljudje volijo, a grejo na volitve. Jaz se strinjam, da na prejšnje volitve so šli, tako kot je rekel Boštjan, pred fašizmom jih je osvobodil, pa še pred korono, ker je tudi rekel, ne bo več mask in ne vem kaj. A bojo zdaj spet šli? Ali se bojo zadovoljili s tem, da so videli slike s poroke? Mogoče, če so imeli posebno srečo, da so celo dobili tisto cvetje s poroke, kar smo videli, da so pol delili tam po Izoli, mislim, da ne. Ne, veš, to mi zgleda nekako tako, veš, kaj tiste, vidva se boste spomnili, so to 90. leta ali začetek tisočletja bila, ker so bile tiste oddaje, veš, kaj je en tip po televiziji masovno hipnotiziral ljudi, bi bilo verjetno vse zaigrano, ampak načeloma to so kar padali dol, so nevidne ribice prodajali. Tako, padali dol, pa eni so kikirikali, tretji lajali, četrti mjavkali, peti imitirali seks in podobno, In to so ljudje, recimo, ki jim ta pristop Goloba in njegovega kabineta, jaz sem za vas, ta motivacijski, naredil, zdaj ste vi na vrsti, recimo, da naredite nekaj zame, absolutno jih bo, bom rekel, nekako postavil v vrsto na tisto nedeljo. Zdaj, se pravim, jaz upam, da je takih zelo malo, jaz upam, da je več tistih, ki so leta 22, torej, ki so zdaj ugotovili, da so bili leta 22 izigrani, naštamarjeni, kot se temu reče. In da bojo ti prišli popravljati pravzaprav svojo napako. V prvi vrsti svojo napako. Si priznali, po domač povedan, te mediji, spomnite se od Laskovga, ker se je celo Denis Avdić prelevil v političnega analitika in komentatorja, da bojo prišli in bojo rekli, ne, v redu je, takrat ste nas, zdaj pa gremo, in da bojo tudi prišli pripravljeni na volitve. Pripravljeni, to mislim, da se bojo vsaj majčkeno educirali, kaj se jim dogaja v življenju, in pa kaj jim nekdo realnega obljublja lahko. Sej, obljubljali bojo vsi, ampak kaj je tisto realno? Se spomnite obljub tega Goloba in te njegove ekipe, SD recimo, 30 dni do specialista, da bomo 100 jurjev imeli dodano vrednost na zaposlenje, skratka, totalno nerealno. Prvo, kar pa morajo ugotoviti to, da mi nimamo na mesto predsednika vlade samozavestnega supermana, kar želijo prikazati od Laskovi, Petričevi in ne vem, kjer je še vse mediji, ampak da imamo neko boječko, ki se kaže tudi v tem,
ne, da zdaj s prstom kaže na delavski razred, kako ste vi krivi, če ne bo božičnice, ker se morate vi odločiti. Ja. Tle lahko naredimo piko. Meni je všeč tvoj optimizem, Miran, ne? Sam pa po drugi strani se pa bojim, da ljudje zelo težko priznavamo lastne napake. Ne? Še Boštjan je prej rekel, da ne zna odgovoriti na vprašanje, bi on vzel božičnico ali ne bi vzel, če bi sploh lahko prišel v položaj, da o tem recimo odloča. Golob me je napeljal, da sem jaz kot delavec v podjetju, recimo, da je univerza pač podjetje na nek način, so odgovoren, da moram oceniti, ali to podjetje posluje tako dobro, da jaz lahko dobim božičnico ali ne, se to je Golob rekel. Na to me je Golob v ta položaj postavil predsednik vlade. Aljuš, manj boli, če si priznamo, ne? Boli kakšen dan ali pa teden. Ne? Ja, to je res. Kot pa da ustrajamo v svoji neumnosti, ker tist boli pa nova 4 leta. Ne? Ja. Pa ne, jaz sem slišal veliko teh refleksov ljudi, sem volil Goloba in kol več, pa to poslušam, v bistvu poslušam že od samega začetka, tako da teh je kar za eno malo more, pa ne bom pa predvsem še nekje pomenljivo, jaz še nisem v življenju, svojim zdaj v 4 letih, srečal človeka, ki bi mi rekel, volil sem Goloba. Tega nisem srečal, imam ogromno stikov z ljudmi, pa Golob je dobil največ na volitvah, ampak da so ljudje recimo razumeli in se uskočili, da so razumeli, da so bili zapeljani, da so neki narobe naredili. Prvo, kar se bo zgodilo, seveda to verjamem, da se lahko strinjamo, ne, tudi če malo špekuliramo, volilna udeležba bo definitivno manjša, kot je bila leta 2022. Ne. Res nekaj ekstremnega se bi moglo zgoditi, da bi res prišlo teh 70% ljudi na volitve. Mnogi se bojo spet pasifizirali, ne, ki so jih, ne vem, te obljube Goloba takrat umetno ustvarjene prepričale, da imamo res upravka z vrhunskim menedžerjem. Ne. Zdaj, lahko gremo še bolj nazaj, si predstavljate danes, mogoče samo ta stavek, malo preskakujem temo, si predstavljate, kaj bi imeli takrat, če bi Zoran Janković sestavil vlado, ko je imel to priložnost, zavedajoč se, da s poznanjem vsega tega, kar vemo danes o njemu. Mislim, mene srh preleti, ko pomislim, da je bil ta človek pravzaprav korak do predsednika vlade. In zdaj, da se vrnem na Goloba. Tako, zdaj, da se vrnem na Goloba, veliko ljudi bo pač usekali spet abstinenco, nekateri bojo šli iz jeze, ne vem, mogoče celo Janšo volt, Logarja, kogarkoli drugega, Prebiliča, Prebiliča bojo volili tisti, ki si želijo neke kontinuitete levega, sej to se že pol leta se pogovarjamo, ali ima ali nima. Nima še, ima pa že retinge. Pol leta že nima še. Ja, nadaljevanja levega, te ideologije anti-Janša, na SD pravzaprav, ne vem, kdo bi pa lahko SD volil. To je zanimiva. Ja, to je pa zelo zelo temeljna stvar. In tudi jaz mislim, da ne vem več, kdo bi lahko še levico volil. Ja. Zato, ker je šla tako na dva dela, tako radikalno na dva dela. In še to, kar se zdaj vidi, da Luka Mesec in ti koordinatorji, oziroma 2 koordinatorja, pa 54 tednov, ne vem, kako bo to šlo, ampak dobro, tega še nisem videl, ampak da tega Miha Kordiša, s katerega se absolutno ne strinjam, ampak njega blokirajo, ustav je svoj. Njega blokirajo medijsko, kjerkoli se da, ker tega njega sploh ni. Ja, seveda, on načeloma s temi svojimi nastopi na koncu bi jim lahko bil trn v peti. Ja, ne, seveda. Oni so se razklali in nobena razklana stranka ne more uspeti. Ja, ni toliko nedolžno to, kar se zdaj dogaja, da oni vračajo Luko Meseca za sokoordinatorja. Če mene vprašaš, pa to je čista špekulacija, recimo, da si domišljam, da poznam nekaj let zdaj že, ali pa desetletji politiko, je to absoluten usklajen napad Goloba in Luke Meseca na volilno telo SD-ja. Ja, ker Luka Mesec se ne more več kot revolucionar prodajati, kot nek antisistemec. Hkrati je to neke vrste, se mi zdi, nezaupnica Asti Vrečko. To, da je ona zdaj in sploh lahko, in tako naprej. Lahko, da se bo ona radikalizirala v smer Kordiša. Je bilo tudi veliko vloženega, se pravi. Retorično. In zdaj, veš, kakorkoli, jaz se strinjam s tem, kar ti praviš, kjer volilno telo lahko Luka Mesec recimo nagovarja. Ampak vseeno ne moramo mimo tega, da je pač on ni dobil podpore na, ne vem, kako temu rečejo v stranki Levica, ampak neko zbiranje tega koordinatorja. Pretepaških družin. Kar pač delajo, se neki tepete, in ona je potem tu nastopila. In zdaj se on vrača, to ni
zelo demokratično, ne? Kako se on zdaj vrača? Ker kooptirali so ga zdaj v vodstvo. Ja. Je to neka nezaupnica tudi njej, ne? Absolutno, očitno, če so bili vsaka... nekoordinirani z enim koordinatorjem, kako nekoordinirani bo zdaj šele z dvema koordinatorjem? Oni so, bi rekel, povzetek te klasične partije, ne, pa totalitarne partije, zdaj se od tega že nekaj udaljila predvsem. In partija totalitarna so se vedno tolkli med sabo, pa sej ni bilo enega leta, da se ne bi med sabo tolkli. Najprej je prišel Stalin, potem je Stalin zasel svojimi čistkami. Potem so bile Stalinove čistke končane, Stalin umrl, tako rekoč vmes je bila druga vojna, potem so Berijo počistili, pa tiste, ki so bili stalinisti. Potem je prišel Kruščev, potem je bil Kruščev nekaj časa, kratko časa, potem je bila čistka, ga je počistil tale Brežnev Leonid. V Jugoslaviji je bilo pa še bolj. Najprej so se počistili okrog Gorkiča in to je Tito počistil, potem so se čistili med vojno, potem so se čistili z Inform birojem leta 1948, potem naslednja čistka je bila z Udbo pa z Rankovićem, potem so se pa sploh čistili v 60-ih pa 70-ih pa tako radikalno, da Bog pomage. Najprej z prolečari, pa z liberali, pa skozi so se čistili. Pa Kavčič Kavčič, pa vse to skozi so bile, pa Džemal Bljedić je vmes letalo dol padlo, skozi so bile na vrhu partije neke čistke in ti ljudje zdaj, ki delajo to Mesec, Kordiš, pa ta sta vredsko podoživljajo isti moment, ne, se pravi, zato, ker je to pač totalitarni sistem, imamo pa samo škodo. Zdaj, če sem mal provokativen, imaš prav, ne, ampak čistijo se tudi v HDZ, v Hrvaškem, ne. To sem hotel reči, so mogoče tudi partije. Eno so interne čistke, ampak vseeno se mi zdi, da je Golob to dvignil na višji nivo, ne. V narekovajih, zahodnoevropska politika tega ne pozna. On čisti zdaj tudi politične nasprotnike, ne? Ali kako vidite, recimo to hišno preiskavo, če se še tega dotaknemo. Ta hišna preiskava pri Alešu Hojsu, jaz mislim, da gre v to smer. Lej, mogoče samo ta stavek, kar se tiče. Jaz iz tega zdaj izhaja to, ne, da je Golobov pogled, če lahko govorimo sploh o nekih pogledih njegovih za naprej, da ohrani torej primat na tako imenovanem levem polu, meni je to toliko zoprn izraz, ker to so od levičarstva. Imajo pajdaša Luko Mesca, ta jim je očitno zelo lojalen, in pa Asta Vrečko in podobno, in potem izvajajo pritisk na Prebiliča in pa na SD, da jim grejo torej, da nimajo druge možnosti, da jih ukverijo, ampak da dajo temu Golobu podporo. Aleš Hojs. Jaz nisem pravnik, to moram takoj povedati, ampak meni ta stvar smrdi do neba. Pa to je lunatična. Meni resnično ta stvar smrdi do neba. Prej si rekel, ali eden dvaju je rekel, pa kako se še ni dokazano nič. So stvari, ki jih mediji kot nedokazane ven mečejo, so stvari, ki se sklicujejo na to, da ni. Dobra usporednica. Tako, pri Hojsu je bil šel spet. Meni ta zadeva toliko smrdi. Iz večjih razlogov, pa ne bom rekel, en je ta, da od tega, da je to leto 21, pa tam neki najemniki, pa njihovi žlahtniki, pa pravzaprav vse to. Drugi je ta, da se dolgo časa po Balkanu že operira z določenimi slovenskimi imeni politikov, v katerem pa jaz moram priznati, po tistem, kar so mene, vsaj neformalno obvestili, Hojsa ni, zraven, ki naj bi imeli pa stike z konkurenčnim škaljarskim klanom, ki pa je izrazito močen recimo v Republiki Srpski. Lahko, da se tudi klanom delajo usluge na ta način. Malčkan se potaplja Kavaškega, pa se malo škaljarskega dvigne. Če gremo po vrsti, če se strinjaš, Zdaj, jaz, kar meni manjka recimo osebno v tej zgodbi, je motiv Hojsa. Zakaj bi Hojs kot takratni notranji minister želel pripadnikom, če jaz to prav zastopim, ta komplot, to zgodbo, ki nam jo prodaja, pripadnikom kavaškega klana pri nas jih obvestiti, kdaj bojo pri njih policijske preiskave. Ne vem. Kaj bi bil motiv Hojsa? Eno prednost imam tukaj pred vama, pa ta ni ta, recimo, da kot pedagog sem se naučil brati študentske duše, človeške duše, da me okrog ne prenesejo. Hojsa poznam od začetka 90-ih let zelo dobro iz krščanskih demokratov in imava še zdaj stike in poznam njegov psihološki profil. Torej,
to je tip človeka, ki s takimi zadevami, mafija, kavaški, ima to, kot mi. Mislim, ker bi se tega čist instinktivno ustrašil. To vsak pameten človek ne rine v to družbo. Ja, pa tudi težko prideš, po mojem ne moreš potrkati na vrata, pa reči, ni to tako, da se včlaniš v stranko. Vzel telefon, pa zdaj, ki imam pa kavaški klan, pa klicu poslušajte, veste, tamle pa neki pa, mislim, hočem reči, poleg tega imaš ta refleks in Aleš Hojs ga ima, refleks previdnosti, varnosti, mislim, da so to smrtno nevarne, pa se je ravno kar še ni eno leto, ki je umrl tlele na Pramonsu. To so smrtno nevarne združbe. To je tako, kot se tudi nimaš doma mambe zelene pa kobre na očarke. Nimaš. Eno vprašanje mogoče, ki več odgovori, kot pa to, kar danes gledamo. Dajmo preslikati to Hojsovo situacijo recimo na moža vrhovne državne tožilke Bergantove, ki je bil diplomat v Beogradu. In tam, bom rekel, nek mafic, lahko tudi iz Črne Gore, Srbije, kjerkoli že, se v njegovi Sky aplikaciji najde ime, spoznali smo slovenskega diplomata, tega gospoda Berganta, in to je to. A bi šli preganjati tega človeka? Tako kot danes preganjajo Hojsa. Ja. Zato se skrb noro. Pa lahko jaz nič ne, bom rekel, trdim. Ampak eno vprašanje je, bi ga šli preganjati. Se pravi, tudi ljudje na ambasadah so lahko izpostavljeni tem mafijskim krogom na način, kot to želijo prikazati Hojsu. Recimo, zato mi te stvari res mi je, mislim, jaz bom iskren, jaz, ker sem videl tistega Hojsa, nesrečnega tam pred tisto garažo, jaz sem bil prepričan, da je neko pizdarijo naredil vezano na DRI. Presežem. Ampak da bi pa on sodeloval s kavaškim klanom. To bi potem razložilo, zakaj imajo preiskavo v garaži. Ker ne vem, kaj bi Hojs imel v svoji garaži 4 leta potem, ko je domnevno obvestil Kavaškega, a si je sprintal to sporočilo iz Skaja, si je natisnil, pa si ga je shranil v garažo. Če smeš nekaj, meni je to smešno. To vse skupaj tako noro. A veste kaj, da človek je minister, vzame telefon in obvesti nekoga, kdaj bo racija. Ja pa s tem ne stopa samo v območje smrtne nevarnosti, kajti mafija je smrtno nevarna. S tem izpostavlja svojo kariero absolutnemu koncu in to ga ni, Hojsa to poznamo, pač ambiciozen, zdravo ambiciozen krščanski človek, ga ni denarja, da bi on to naredil, ker ga ni denarja, da bi nek zdrav politik to naredil. Jaz ga ne poznam, ne zgleda v taki formi. Ne zgleda pa mi tak človek. Že to beremo, pa vidimo Don Corleone, pa Botar, pa to, ampak so se pač dobili, pa popili neki, pa kako si ti, pa kako tako, ampak v taki formi, da bi šel obveščati o tem, kaj dela policija, katere šef je, mislim, to je pa jaz bi celo, a veš, bi rekel, če bi se njegova številka, ne nek screen, ampak njegova številka, da je on komuniciral v Sky aplikaciji. Mi imamo, če se ne motam, poslanko, podpredsednico Državnega zbora, za katero se govori, da je ujeta v Sky aplikaciji, torej v komunikaciji. Tako da, tis bi bilo nekaj drugega. Kar pa še en moment, ki mi je pa dal razmišljati. Hojs je, mislim, da edini visoki funkcionar opozicijske stranke, ki nima poslanske imunitete, torej ni poslanc. Vsi ostali imajo neko poslansko imuniteto. Ja, razumem, kaj hočeš reči. Tako da, mogoče je bil pa on možen target. To je bilo moje zadnje vprašanje. Jaz se strinjam s tem, kar ste videli povedala, tako pač neobveščen človek, ki ni bil zraven, po moje na ta način lahko to razmišlja. Ampak sodišče je odredilo hišno preiskavo in uporabili so za to pač oddelek, ki se ukvarja s pregonom oseb, ki so ta hip uradne osebe, če povem po domače v Sloveniji. Se pravi, da imajo to, kar ti praviš, da Hojs nima, imuniteto in tako naprej.
Zakaj po tvoje, Boštjan? Ja, pa to sploh prvič, že tle, to ne predstavlja elementarne logike. Zakaj pa po 4 letih? Zakaj po 4 letih? Zakaj recimo, ker to je pač, zaradi tega lahko v končni fazi postopek tudi pade na nek način, ne? Oziroma je to zloraba pač pa kaj bo hoj s hrano v garaži? Kaj bo hoj s obremenilnega hranu v tisti garaži po 4 letih? Ja, to mislim, če to je sploh še možno procesno, če to ni zastaralo. Če bi zdaj procesirali pač nekega, ne vem, ministra v vladi ali pa Goloba, ti razumeš, zakaj pa jaz ne vem, zakaj to delajo, kdo to dela, najprej bo povedal, zakaj to dela, kdo to dela. To dela mati od hčerke podmladka prve vladne... Lahko končam. In drugo, seveda, ki je pa vse skupaj postavlja v nek drug kontekst, ne, da ta levica je zdaj v zelo slabi koži. Ravno kar so brutalno zgubili en velik referendum, za katerega si nihče ni mislil, da ga bojo, pa je prišla celo SD je prišla glasovati proti. Ne. In vse javnomnenjske raziskave jim kažejo slabo. Vsaj dvema akterjema, ki se pač ne morata še zmeniti, kdo bo igral, ali bo stranka Gremo, ali bo to samo Gremo neka ideja, ne? Hočem reči Prebilič. Ne? In oni so v globoki krizi in zdaj na vsak način je potrebno kompromitirati tistega, ki mu dobro kaže, mislim, da tle 100% zgodbe Hojs noter v tem, da pa oni zlorabljajo pravosodje. To so ga proti meni, se ga ravno kar zlorabljajo proti tebi. Se ga ravno kar zlorabljajo proti tebi. To je bila zadnja oddaja, ko smo bili v njej. Se ga ves čas zlorabljajo. Se zlorabljajo medije. Se ves čas v tem. Se si ti rekel, da so mediji v koaliciji z vlado. Ne rabiš biti. In kaj če zdaj pač? Glede, sem toliko, ne, medklic, ne. Tle, zdaj si to morajo povedati, ne, pač na tistem tožilstvu, ne. Ampak meni se zdi to eno od ključnih vprašanj, ne. Tle ni bojda, čeprav SDT vodi Šlibarjeva, je ta oddelek znotraj tega SDT-ja bolj naslonjen na vrhovno tožilstvo. Ne, kjer pa je vodja, mislim, da Grudnova, ne, osebna prijateljica državne tožilke, vrhovne tožilke, ne, Bergantove. Ne. Tako da mene opozarjajo tisti, ki malo bolj poznajo to zadevo, da tukaj Šlibarjeva kaj dosti ne more vplivati. Ne. Tako da ta navezava do gibanja pravosodja. Umenil si jo z imenom priimkom, pa nič ne zagovarjam, da smo si na jasnem. Ampak zaradi korektnosti oddaje. Tako da tle bi pač mogli povedati, a je res ta oddelek bolj nekako pod ingerenco vrhovnega tožilstva ali skratka, kako to zgleda. Gončinova je povedala v tej oddaji, kako to gre, ne? Kako to vse en drugega pokliče. Celo šef policije je šel z večerjo ob svečah, da bi ona malo stvari uredila. Pa halo, kako to gre? Se nimamo nobenih iluzij, kako to gre. Verjemi, zdaj imam eno zadevo, kjer tožilka ne zna tudi sklanjati mojega priimka pravilno. Ne? Ampak ve pa, da sem nekaj naredil. Ne? Če ga sklanja, si že napredoval, ker jaz sem bil recimo v 11-letnem postopku vsaj 7 let, če ne več Petri Nač, ne? Na vsaki uradni pošti. Hočem ti povedati, da obstajajo tudi tožilci, ki verjetno, sploh tisti, ki so bili leta 22 pod to vlado imenovani, so glede na to, kako to vlada počne, oziroma ta politična opcija, verjetno so kaj dolžni. Predvidevam. Če končamo, treba je kompromitirati najmočnejšo opozicijsko stranko v trenutku, ko je najbolje kaže. To je 100% vse zgodbe. Tudi Prebilič bo isto usodo doživljal, verjetno. Ja, če se bo lotil Goloba, ne, zato pa... Če bo kam šel, zaenkrat še zbira. Če pa ne bo nikamor šel. Levica potrebuje neke dodatne stranke, ki samo z Golobom, pa oni ne bojo ponovili leta 2022. Če končamo tam, kjer smo pravzaprav začeli, ne, se pravi božičnice našim, ne, hišne vašim, potem se mora pa vsak sam odločiti, na katero stran paše. Miran Videtič, dr. Boštjan Marko Turk, najlepša hvala za vajine današnje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bila tokratna ura resnice. Vidimo se ponovno v torek, do takrat pa lahko noč in srečno.